Naša splošna ocena je, da je bilo to leto, ki je za nami, zaznamovano z dvigovanjem davkov, z zadolževanjem in seveda z odsotnostjo vsakršnih reformnih ukrepov. Včeraj se je premierka spotaknila ob delovanje prejšnje vlade, to se pravi vlade Janeza Janše, in očitala, da smo pustili slabo zapuščino. Moram reči, da je to popolnoma napačna ocena in naj spomnim in argumentiram zakaj. Ko je Alenka Bratušek prevzela vlado, je imela na mizi začetek konsolidacije javnih financ, ki se je začel, kot vsi vemo, z znamenitim zakonom o uravnoteženju javnih financ, s katerim se je bistveno poseglo na stran odhodkov, zmanjšalo pritisk na proračun in pravzaprav sploh omogočilo, da je bil lahko proračun sprejet. Nenazadnje se je vlada Alenke Bratušek, ki je poslala v Bruselj program stabilnosti in reformni program, izrazito pohvalila z ZUJF-om in ga seveda prikazala kot enega tistih uspešnih ukrepov, s katerimi bomo lahko nadaljevali s konsolidacijo javnih financ. Na mizi je bila tudi delovnopravna reforma. So bile spremembe zakona o delovnih razmerjih in še pomembneje, sprejeta je bila pokojninska reforma. Prav tako sta bila na mizi še dva pomembna zakona, in sicer zakon o Slovenskem državnem holdingu, ki je dal podlago za to, da se lahko prične neko drugačno, bolj transparentno upravljanje z državnimi podjetji in da se začne privatizacija. In seveda na mizi je bil zakon o družbi za upravljanje terjatev bank, to se pravi vse podlage za pričetek sanacije bančnega sistema. Ob vseh teh zelo pomembnih zakonih, ki so dali neko podlago za to, da lahko vlada nadaljuje ukrepe, pa dodam še to, da smo seveda v Slovenski demokratski stranki, ker smo se zavedali resnosti situacije, prispevali svoje glasove za spremembo ustave, in sicer v delu, ki se nanaša na referendum, in da smo podprli fiskalno pravilo. To seveda pomeni na drugi strani, da je imela vlada Alenke Bratušek v rokah vse instrumente, da vodi neko resno, kredibilno in razvojno naravnano ekonomsko politiko. Menimo, da temu ni bilo tako, da so šle stvari v napačno smer, da so se začete reforme začele ustavljati oziroma o njih ni ne duha ne sluha in seveda, da vlada veliko premalo dela na strani racionalizacije odhodkov državnega proračuna in nas prav po nepotrebnem dodatno zadolžuje. Tako je v letu 2013 pod taktirko Alenke Bratušek naš javni dolg narasel za skoraj 8 milijard evrov. To je en celoten proračun. Medtem ko je v letu 2012 naš javni dolg znašal še dobrih 50 oziroma konkretneje 54% bruto domačega proizvoda, pa je v letu 2013 narasel na kar 75,4%. Za začetek, potem ko je vlada poslala reformni oziroma program stabilnosti v Bruselj, nas je v naslednjem koraku razveselila z dvigovanjem davkov. Za začetek z dvigom davka na dodano vrednost, kasneje tudi z dohodnino posredno, s tem, ko je bila onemogočena oziroma ukinjena valorizacija in tudi spremembe na področju obdavčitve pravnih oseb v smeri, da je davčna obdavčitev za podjetja na koncu višja. O nepremičninskem davku bom malce več povedala kasneje, ker to je seveda ena izmed najbolj perečih tem, ki ta trenutek tare vse, praktično skoraj vse ljudi v Sloveniji in nenazadnje tudi podjetja. Poletje je minilo v znamenju čakanja na rezultate stres testov. Nestrpno smo pričakovali, kaj bodo prinesli rezultati in izvedeli smo, da je ta naša bančna luknja mnogo večja od pričakovanja.
Vlada je to sicer pospremila z besedami, da gre to za velik uspeh, vendar ugotoviti, da imamo v slovenskem bančnem sistemu 5 milijardno luknjo, se mi zdi, da ne moremo šteti za kakšne zelo pozitivne podatke. Ampak ne glede na to, to je zgolj podatek. To ni nič drugega kot znesek, ki ga bodo oziroma ki so ga naše banke potrebovale, da bi spet lahko začele opravljati svojo osnovno dejavnost. Njihova osnovna dejavnost pa je seveda kreditiranje podjetij. Potem, ko je vlada izvedla dokapitalizacije 3 slovenskih največjih bank, pa se ni zgodilo nič. Ta denar je obstal v bankah, banke ga imajo pri sebi, slovenska podjetja pa so še vedno v nekem krču, nimajo denarja za prestrukturiranje, za razvoj in seveda čakajo, da bo ta denar, ki smo ga davkoplačevalci preko dokapitalizacije namenili za sanacijo bank, prišel tudi do njih. Se pravi, v tem trenutku lahko rečemo, da je sanacija bank samo teoretično uspela, v praksi pa še ni zaživela. Potem v jeseni nas je seveda vlada prinesla v državni zbor tudi spremembe proračuna za leto 2014 in predlog proračuna za leto 2015, v katerem je predvidela milijardni primanjkljaj, vendar po 2 mesecih, konec februarja, ugotavljamo, da je porabila iz te kvote milijardnega primanjkljaja že skoraj polovico. 485 milijonov primanjkljaja se je nabralo že v prvih 2 mesecih letošnjega leta. Od tega je bilo samo za obresti več kot 270 milijonov evrov. Mi smo vse skozi ob sprejemanju proračuna opozarjali na to, da je proračun zastavljen nerealno, da so v njega vključeni nekateri prihodki, ki so močno prenapihnjeni in da pa na drugi strani niso vključeni vsi odhodki. Namreč danes vidimo, da nekateri računi iz preteklosti že prihajajo, nekateri pa še bodo in po našem mnenju bo proračun potreben bistvenih popravkov že kmalu. Ena izmed ključnih postavk tega proračuna, na katerega je premierka vezala tudi zaupnico, so dohodki iz naslova obdavčitve nepremičnin. Nepremičninski davek bo po žepih oziroma bo, seveda, ker še ni zaenkrat uveljavljen, ampak če bo tak, kot je, močno udaril prebivalce in podjetja v Sloveniji. Ob sprejemu je vlada in koalicija operirala z nekimi pavšalnimi ocenami, tudi s takimi, da naj bi se povprečna obremenitev nekega gospodinjstva zaradi uvedbe tega davka povečala samo za 3 evre. Ko so ljudje zdaj dobili informativne izračune in so videli, koliko davka bodo morali plačati, so se seveda mnogi od njih močno prijeli za glavo, kajti zelo daleč od tega, da bi bila obdavčitev samo tako neznatno višja. Marsikatero podjetje bo moralo plačati 5-krat, 10-krat več davka. In mi smo posebej na to opozarjali, da bo slovensko gospodarstvo, ki je že tako v težkem položaju s tem davkom, seveda še dodatno obremenjeno in s tem tudi manj konkurenčno na svetovnem trgu. Če se zdaj dotaknem še malce zadolževanja, spomnimo na novembrsko zadolžitev za zaprtimi vrati, ki jo je prav na hitro izvedel minister za finance in za katero še danes ne vemo pravzaprav, kje smo se zadolžili. In ne samo, kje smo se zadolžili, problem je, zakaj smo se zadolžili. Namreč vsa ta enormna povečanja zadolžitve porabljamo za namene, za tekočo porabo, za odplačilo obresti, ne porabljamo pa jih za namene, za katere bi jih pravzaprav morali. Za prestrukturiranje, za razvoj, za vlaganje v podjetja, ki imajo neko perspektivo.
In vladni program financiranja državnega proračuna za letos predvideva, da se bo lahko država zadolžila za 7 milijard evrov. Seveda vse to zadolževanje, brezglavo zadolževanje, po našem mnenju je treba čim prej zaustaviti, narediti reformne ukrepe, narediti še velike korake na področju racionalizacije javnega sektorja in seveda potem bomo lahko se razbremenili tudi teh dolgov, ki jih bodo seveda morali odplačevati namesto nas, tisti, ki prihajajo za nami. Samo letos pa bomo morali mi odplačati za 3,3 milijarde evrov glavnic od naših preteklih zadolžitev, in v aprilu nas čaka prvi tak večji podvig v višini 1,5 milijarde in seveda oktobra pride drugi velik zalogaj v višini 1,1 milijarde. Mnogokrat slišimo, da naša zadolžitev oziroma delež v bruto domačem proizvodu še ni tako visok in ne pomeni nekih kritičnih razmer. Morda se velja celo s tem strinjati, če gledamo primerljivo sosednje države, recimo Italijo, ampak tisto, kar pri nas najbolj skrbi, je, da naš dolg narašča izjemno hitro in da se zadolžujemo na tujih trgih, kar je seveda velika razlika recimo med nami in sosednjo Italijo. Vse te dolgove bomo morali odplačati nekam v tujino, se pravi, denar ne bo ostal pri nas, ne bomo ga mogli porabiti za svoje v domači porabi. Dokapitalizacijo bank sem že omenila, naj ob tem še spomnim na Probanko in Faktor banko, za katere je vlada poskrbela, še preden so bili rezultati stres testov objavljeni. Opozarjali smo takrat na nesprejemljive poteze, ki so se delale, predvsem pa smo opozarjali na to, da želimo vedeti, zakaj je vlada namenila približno 400 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, da je rešila ti dve banki in seveda klicali po tem, da mora za to napako oziroma za takšno stanje, kot je nekdo prevzeti odgovornost. Do danes seveda nismo izvedeli še nič od tega. Kot veste, se v teh dneh govori tudi o novih dokapitalizacijah Celjske banke in Gorenjske banke, torej z tem vlivanjem davkoplačevalskega denarja v bančni sektor še nismo končali. Ob tem pa seveda na drugi strani ne tečejo procesi, kjer bi se banke očistile tudi, bom rekla, starih navad in da bi se v teh primerih seveda poiskalo odgovorne za nastalo situacijo in jih tudi primerno sankcioniralo. Banke torej imajo dovolj denarja, vendar ga ne plasirajo naprej v gospodarstvo, na drugi strani pa minister za gospodarstvo recimo omenja, da bomo oblikovali neke nove sklade, v katere bomo plasirali spet nekaj davkoplačevalskega denarja, kajti podjetja denar potrebujejo za njihovo prestrukturiranje. Sprašujemo se, zakaj smo vendarle potem sanirali banke. Banke bi morale opravljati to svojo osnovno vlogo, pa nam potem ne bi bilo treba na drugih področjih iskati novih virov, kako rešiti prezadolžena podjetja. Naslednjo temo, ki bi jo omenila, je seveda privatizacija. Privatizacija ostaja nedokončana ali pa bolje rečeno sploh nezačeta zgodba te vlade oziroma te koalicije. Medtem ko smo mi pripravili celotno dokumentacijo, kako bomo na transparenten in na javen način privatizirali slovenska podjetja, ki so še v državni lasti, naredili neko strategijo in bili pripravljeni to seveda tudi predstaviti državnemu zboru, poteka privatizacija sedaj popolnoma drugače. Teh 15 podjetij, ki jih je vlada dala na seznam, še vedno čaka v vrsti, zadeve se odvijajo netransparentno, nimamo nobene strategije in ne nazadnje
verjamem, da je za to koalicijo in vlado to zelo trd oreh in hud zalogaj, kajti posamezne stranke v koaliciji se seveda z načinom privatizacije v osnovi ne strinjajo. Zato se sprašujemo, kako bomo v nadaljevanju sploh lahko izvedli uspešno to, kar je ena izmed prvih nalog, ki bi jo morala Slovenija narediti. Vse to posledično je seveda pripeljalo do tega, da imamo danes situacijo v gospodarstvu in med prebivalstvom še vedno zelo slabo. Imamo 130 tisoč brezposelnih, bolj kot to pa seveda skrbi, da smo v zadnjih letih, od leta 2008 pa do leta 2013, izgubili več kot 80 tisoč delovnih mest samo v gospodarstvu. Na drugi strani pa smo v tem obdobju pridelali približno 2500 novih delovnih mest v javni upravi. Seveda sprašujemo se, kateri ukrepi, ki jih vlada kar naprej omenja, in katere strukturne reforme so tiste, ki prinašajo nova delovna mesta. Zavedamo se, da nova delovna mesta lahko ustvarja samo gospodarstvo, ampak ta vlada gospodarstvo samo vsak dan dodatno obremenjuje. In če bomo vse skozi čakali samo na to, kdaj se bodo opomogle naše sosednje države, nemški trgi, drugi trgi, in da se bomo mi pravzaprav nekako priklopili njihovemu uspehu, je to mnogo, mnogo premalo, da bomo Slovenijo izvlekli iz krize. Res je, da je edina svetla točka slovenskega gospodarstva v tem hipu tisti del, ki je izvozno naravnan in izvoz narašča. Pa vendar spomniti ob tem velja, da izvoz v sosednjih državah, v nam konkurenčnih državah, narašča še mnogo bolj. Se pravi, tudi v tem delu zaostajamo in ne gremo po poti, po kateri si želimo. Prav tako bi tu opozorila, da seveda naš način reševanja krize ne bi šel v smeri, da gospodarstvo dodatno obremenjujemo z davki, na drugi strani pa določenim podjetjem zagotavljamo subvencije. Načeloma je treba sprejemati ukrepe, ki razbremenjujejo celotno gospodarstvo in se čim manj ukvarjati z državnimi pomočmi, kajti seveda tu zadaj se vedno skrivajo kakšne pasti, da do teh državnih pomoči pridejo tista podjetja, ki pravzaprav do njih niso upravičena. Vlada tudi menda nadvse uspešno preganja sivo ekonomijo. Prav, želimo še več uspehov na tem področju, ampak na tej točki bi opozorila na eno veliko priložnost, ki jo ima še vlada, pa jo nikakor ne želi izkoristiti. Po podatkih, ki mi jih je posredovalo Ministrstvo za finance, je bilo v letu 2011 obračunanih približno 5 milijard 300 prispevkov za socialno varnost. Od tega jih 50 milijonov ni bilo plačanih. Naslednje leto, leto 2012, je bila obračunana številka približno enaka, vendar že 108 milijonov ni bilo plačanih. Medtem ko v lanskem letu se je ob istem obračunskem znesku ta znesek neplačanih prispevkov za socialno varnost povzpel na kar 240 milijonov. To je več, kot znaša celotni finančni učinek za proračun nepremičninskega davka. Seveda bi morala vlada nemudoma in takoj poskrbeti za to, da bodo vsi ti prispevki plačani v čim večji možni meri. To, da si je Slovenija s tem, ko se je nekako rešila vsakodnevnih pogovorov o trojki oziroma ne trojki, da si je s tem pridobila mednarodno kredibilnost, seveda ne drži. Nobenega mednarodnega ugleda si nismo pridobili in ga ne bomo imeli vse dotlej, dokler bo Evropska komisija ugotavljala, da nismo naredili dovolj na področju strukturnih reform in nam seveda celo ob tem pošiljala nekako nadzor. To je seveda nam sporočila Evropska komisija nekaj mesecev nazaj in ta opozorila se v javnosti niso preveč pogosto pojavljala, strani vlade pa so bila
pravzaprav v celoti prezrta. Da nekako zaključim z najbolj aktualno temo v tem trenutku, to je nepremičninski davek. In mislim, da je način, na kakršnega je bil sprejeman ta nepremičninski davek, pravzaprav odraz tega, na kakšen način deluje vlada in na kakšen način deluje koalicija. Že ko smo zakon sprejemali oziroma ko smo ga imeli tukaj v parlamentu, je vlada trdila, da gre za sistemsko ureditev nepremičninskega področja. To je bila seveda samo krinka za to, da je lahko vlada zaprla proračun, da je lahko načrtovala 200 milijonov prihodkov iz tega naslova. Motiv je seveda bil finančni in noben drug. Ob tem je tudi zavajala z napačnimi podatki oziroma z pavšalnimi podatki, ki niso odražali dejanskega stanja. Ob tem ni upoštevala nobenih opozoril, nobenih priporočil, nobenih sugestij, ki smo jih imeli na opozicijski strani in danes so seveda v velikih težavah. Če bi bil kakšen amandma, kakšna rešitev, ki smo jo predlagali, sprejeta, se danes ne bi ukvarjali s tem, da iščemo rešitve, kako spremeniti zakon, ki pravzaprav se sploh še ni uveljavil. In vlada s tem brezglavim popravljanjem slabih rešitev tone v samo še slabše rešitve. Da zaključim, nevzdržno zadolževanje temu je treba absolutno narediti konec. Verjamemo in vemo, da je možno ekonomsko politiko voditi drugače. Mi smo v alternativnem programu Slovenske demokratske stranke, ki je bil predstavljen pred kakšnim tednom, prejšnji teden, pokazali in nakazali smeri, po katerih je treba iti, da bo Slovenija izšla iz krize. Dodatnega obremenjevanja ne gospodarstva, ne prebivalstva ne zagovarjamo oziroma mu ostro nasprotujemo. Gospodarstvo je treba razbremeniti, da bo lahko zadihalo, da bo ustvarjalo nova delovna mesta in da se bomo počasi prebili na smer, ki vodi v zmanjševanje brezposelnosti, ne pa da brezposelnost v bistvu samo nekako dušimo z novimi in novimi finančnimi injekcijami, ki gredo preko aktivne politike zaposlovanja. To je lahko nek vzporeden proces, vendar bistvena so nova delovna mesta v gospodarstvu. In seveda ugotavljamo, da nekega resnega pristopa k reševanju krize ni, da gre za gašenje požarov, da gre za probleme, ki jih pometamo pod preprogo, namesto da bi se z njimi soočili, da si vlada kupuje socialni mir na ta način, da se noče spopasti z problemi, ki se pojavljajo v javnem sektorju in seveda vse to ob tem, kaj se je dogajalo v koaliciji tudi na kadrovskem področju, kaj vse je bila pripravljena vlada zamižati in se ne spopasti, seveda to pokaže samo na to, da se vlada bori za obstanek, ne glede na to, kakšno ceno bodo državljani in državljanke plačali.